Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in drage gledalke. Ja, bliža se konec leta 2015 in kot je navada ob koncu leta in v pričakovanju novega leta, vsi delamo obračune, kaj se je dogajalo v preteklem letu. No in tako bomo tudi danes potegnili črto pod leto 2015 za turistično društvo Dovje Mojstrana, ki od letos deluje pod vodstvom novega predsednika, to je Matjaž Podlipnik, ki ga danes prav lepo pozdravljamo v našem studiu. Dobrodošli. Dobro večer. Glede na to, da sva z Matjažem sokrajana, se bova kar tikala. Matjaž, vlogo predsednika turističnega društva Dovje Mojstrana si prevzel letos marca. Kako to, da si se odločil, da prevzameš krmilo tega turističnega društva? Ja, pravzaprav to je bil res en tak splet posebnih okoliščin. Moja predhodnica Melita Đurić je nekako začutila, da nima več dovolj energije, da bi lahko nadaljevala svojo začrtano pot, in tako je društvo ostalo brez predsednika. Upravni odbor je nekako iskal človeka, ki bi bil primeren za to mesto, in ena od opcij sem se kmalu pojavil jaz. In Uroš Kopavnik, ki je bil tisti človek, ki je stopil do mene, mi predstavil svoje stališče ali pa željo upravnega odbora, verjetno so se prej že kar pomenili o tem, in mi tudi povedal, kako in kaj pač bi bilo treba delati pri društvu. In glede na to, da kar 17 let že delam v turizmu in da sem se zadnjih nekaj let malo umaknil iz občine in delam bolj zunaj, sem začutil, da je mogoče trenutek, čas, da pa spet dam svojemu okolju nekaj, kar mi je okolje dalo, ko sem bil srednješolec in sem se odločil za svojo poklicno pot. In najbolj naravno je verjetno, da sem se vključil v eno turistično društvo v domačem kraju. Zdaj, čeprav moj tista prav domači kraj je zagotovo Podkoranj, jaz sem še vedno Karenc, tam sem bil rojen in tam sem preživel svoje otroštvo, ampak malo sem pa mogoče tudi že Mojstrančan. Sicer mi državljanstva še niste dali, ampak sem pa že več kot 10 let v Mojstrani, tja sem se prženil in normalno je, da sem se potem tudi vključil v Mojstrano, kjer pač lepo živim, a ne. In na ta način sem potem kakšen mesec pa pol tehtal odločitev, vedel sem, da naloga niti ne bo lahka, a ne, in izkazalo se je, da je še težje, kot sem si predstavljal, še bolj pestra in pa še več energije in pa časa je potrebno za uspešno upravljanje predsedniške funkcije ali pa tega dela. No, pa sem vsem zadovoljen, da sem se lotil tega in nekako tudi upravni odbor me je prijazno sprejel. Pa smo začeli, no, in 6. marca se je vse skupaj začelo in zdaj bo kmalu pravzaprav 1 leto, odkar smo v tej novi sestavi. Moram pa poudariti, da takrat nisem bil edini, ki se je priključil upravnemu odboru. Skupaj z mano je prišlo še nekaj novih obrazov, tako da se je upravni odbor malo prevetril, nekaj mlajših je prišlo zraven in smo zdaj glih ena taka ta prava ekipa. No in ta ekipa, ki vam je ne nazadnje tudi v podporo, je kar precej obsežna, ne? To je posebnost turističnega društva Dovje Mojstrana, kar precej številčen upravni odbor imate. Ja, marsikdo, ki mu povem, koliko nas je v upravnem odboru, pa se vas je več kot v občinskem svetu. In to res, naš upravni odbor šteje 19 članov, ja, kar velika druščina smo, ampak jaz mislim, da je to dobra formula, no, vsaj pri nas deluje. Torej vsi člani, ki smo v upravnem odboru, se potem izrazito potrudimo in medtem, ko pri nekaterih društvih včasih kakšen predsednik malo pojamra, pa prav sam sem za vse ali pa trije se trudimo in moramo preganjati druge, pri nas pa tega problema ni. Pri nas pa moram reči, da res čisto vsi, no, skoraj čisto vsi delajo maksimalno. In tudi letos, samo za pohvaliti jih je, no, vse. Ena sama članica je zaradi osebnih razlogov letos bila nekoliko bolj pristran, pa je dala v preteklosti toliko več. Tako da, ja,
deluje, ta formula deluje, delamo vsi, trudimo se vsi, naše delo je nekako razdeljeno pravzaprav tudi na različne podskupine in marsikdo od članov upravnega odbora je potem vodja določene skupine ali pa podskupine in tako stvar špila, no. Ja. No, če je v preteklosti Mojstrana in pa Dovje, pač ta krajevna skupnost veljala bolj za spečo princesko, kar se tiče turizma, se v zadnjih letih stanje na tem področju izboljšuje, tudi po zaslugi turističnega društva Dovje Mojstrana, ampak jaz sem prepričana, da so pred vami novi izzivi. Matjaž, katere so tiste glavne točke, ki si se jih zadal v svojem mandatu predsednika turističnega društva Dovje Mojstrana? No, speča princesa, ali kako je bilo že povedan, je pravzaprav Mojstrana še vedno. Dovje Mojstrana, Zgornja Radovna, pa tudi Belca, to so kraji, ki pravzaprav ponujajo ogromno, lahko je še ogromno neizkoriščenega potenciala, pa še zmeraj malo spijo. Sicer te besede, ki si jih izrekla, božajo, to priznam, ampak če sem čisto realen, niso povsem resnične. Torej, nismo čisto prebudili še vseh teh krajev, si jih pa želimo, upam, da verjamem, da smo pa na dobri poti, no, kajti, ja, ko sem razmišljal, kaj je tisto najpomembnejše, kaj je treba spremeniti v primerjavi z mojimi predhodniki, ki so mimogrede tudi zelo dobro delali, pa jih mogoče okolje niti ni tako opazil, a ne, so nam pripravili kar dobro osnovo za začetek, a ne, nismo začeli z nič, a ne, ampak mogoče je vseeno manjkalo malo povezovanja in, no, zdaj, koliko sem uspešen, pri tem bo pokazal čas, ampak trudim pa se, da bi nekako povezal čim več akterjev, čim več turističnih, gostinskih ponudnikov, krajanov, vseh, ki bi v turizmu radi nekaj naredili, da bi ohranili voljo, ker, a veste, v marsikdo v Mojstrani že poskusil marsikaj narediti, pa se je večkrat potem zaletel v zid, se je izkazalo, da se ni šlo, da ni tako lahko in tudi zdaj ni nažrgača, tudi zdaj ne bo to kar steklo in bo iznenada nekdo prišel s čarobno palčko in vse postavil na glavo. To se sigurno ne da. Je pa zagotovo en drug pristop, en nov pristop, pa veliko sreče imamo seveda tudi s tem, da je trenutno tudi občinska oblast zelo naklonjena razvoju turizma in kot turistično društvo to moramo pograbiti, ne? In moramo to izkoristiti. Prihaja avtobus, prišle so hiške, zgrajene so ferate, načrtuje se vaško jedro. Ena osnova je, vseeno pa Mojstrančani pravijo, pa tudi Dovžani, no, pa strinjam se z njimi, manjka pa še zmeraj en hotel, ne. Triglav recimo je tista pereča rana vseh prebivalcev pod Triglavom. Hotel Triglav, ki je bil nekoč res sinonim in mimogrede tudi prvi hotel v občini Kranjska Gora, starejši od hotela Razor. To bi pa potrebovalo, to pa eno kapaciteto, kjer bi lahko prenočil en avtobus, pa še ne 10 postelj zraven, pol bi pa steklo. No, ampak vsekakor, kljub temu, da tega ni, s tistim, kar imamo, moramo delati, se bomo trudili naprej. Moje vodilo je v tem mandatu, da se potrudim združevati ljudi, združevati vse, ki bi radi kaj dosegali, ker konec koncev, če želimo, da bojo mladi ostali v dolini, jim je treba dati nova delovna mesta in verjetno je najboljša priložnost turizem. No, ko si omenil, da pač spreminjate tudi samo, bomo rekli, zasnovo delovanja v turizmu na Dovjem in v Mojstrani, seveda v okolici, ne smeva pozabiti tudi na to, da je s tvojim prihodom oziroma z novim upravnim odborom, deloma novim, prišel tudi nov slogan v objemu Triglavskih pravljic. Pa mogoče malce bolj razjasniva to blagovno znamko krajev pod Triglavom. Ja, Triglavske pravljice so pravzaprav zelo zanimive pravljice, pripovedke, miti, legende, ki jih marsikdo ne pozna, pa bi jih lahko. Mogoče so na nek način čisto enakovredne Kekcu, ki je
doma v Kranjski Gori. Edin, kad se mu to srečo, da so filme posnela, ne? In je zato ponarodel in ga sleherni prebivalec nekdanje skupne Jugoslavije pozna, starejši ga vsi poznajo in na ta način tudi potem verjetno je Kekčeva dežela v Kranjski Gori malce lažje zaživela, kot pa recimo pri nas, ko ima Marcel Gombac svojo ekipo tudi odlično tematsko pot po poteh Triglavskih pravljic, pa ni tako zelo poznana, kot bi lahko bila in to si mi želimo. Ampak slogan v objemu Triglavskih pravljic smo pa namenoma zapisali z malimi črkami, torej ne gre za Triglavske pravljice v okviru Marcela in njegove ekipe, pač pa za vse dogodke, vse zgodbe, ki se bodo vršile in se že dogajajo pod Triglavom v Mojstrani, na Dovjem, v Zgornji Radovni, na Belci. Torej vse to so Triglavske pravljice in ena ta turistična zgodba bi bila pol tudi Triglavska pravljica z malo. Ne? In v objemu Triglavskih pravljic je tako tudi ime potem naši novi brošuri, ki smo jo izdali z vsemi ponudniki, torej namestitve, gostinski ponudniki, ostali ponudniki in z istim imenom smo poimenovali tudi naš promocijski film, ki smo ga letos posneli. No in ta film je dvignil kar nekaj prahu, ker je drugačen kot običajno, no, pri takšnih promocijskih filmih. Kaj je na njem tako posebnega? Ja, film je drugačen, nekaterim je zelo všeč, nekaterim je malo manj všeč, ampak vsak pa ga pa pokomentira, ki ga vidi, ne, kar je pa bistveno, da mal je verjetno dvignil prahu. Zdaj seveda sodobna tehnika omogoča helikopterske posnetke z malim daljinsko vodenim helikopterjem, dronom in to je zdaj bi lahko rekli. In na ta način zdaj marsikdo posname svoje manjše, kratke promofilme in mi smo prišli tudi do priložnosti, da smo z dronom naredili eno tako prijetno zaokroženo celoto. Posnetki so drugačni, kot smo jih bili vajeni kadarkoli in marsikdo, ki je pogledal film, je rekel, pa kako pa to, da Peričnik posnel z te perspektive, a veš, sem ga videl na tem in tem filmu in bil pa čist drugač, zakaj ga pa nisi tako posnel? Glih za to. Torej, hoteli smo malo drugač. Hoteli smo druge kote, druge zorne kote, hoteli smo pokazati še kaj drugega, kar je bilo že povsod prej predstavljen. Poleg tega smo pa se odločili za en tak film, ki bo skupek kratkih, hitrih posnetkov, ima tak gizdalinski mogoče na en način in zato smo tudi dali sodobno glasbo, ki tudi nekako tavče, bi lahko rekla, ne. Čeprav seveda v naše kraje zagotovo sodi narodno-zabavna glasba, harmonika, narodna noša in na to smo seveda zelo ponosni in bomo vse to čuvali in ohranjali v okviru mogoče Večera na vasi še naprej, ampak film smo pa tokrat zavrteli pa malo drugače. No, omenil si že sam prej, da so prišle tudi spremembe na občinskem nivoju. Posluh občine za turizem je mogoče nekoliko večji. Kako se to poleg že naštetega pozna pri delovanju turističnega društva Dovje Mojstrana? No, seveda se pozna. Težko je zdaj v enem takelem pogovoru ocenjevati prejšnjo občinsko upravo, sedajšnjo, tudi prejšnja je imela določene pluse, ki jih ne smemo pa zdaj prečrtati in pozabiti. Je tudi dala eno lepo osnovo za marsikaj, tudi prenovila marsikaj po vaseh in vplivala predvsem tudi za povečanje kakšne prosvetne dejavnosti, poskrbela za kulturna društva. Zdajšnja je pa mogoče malo bolj turistično usmerjena in mogoče pa prav, da se malo zamenja vsake toliko časa. In zdaj zagotovo nova ferata, ki bo, upam, da slovesno odprta spomladi, je že nared. Mogoče na tem mestu pojasniva vsem tistim, ki so v dilemi, kaj sploh je ferata. Ferata je ena taka zavarovana plezalna pot, ne smer, pot, zavarovana z jeklenicami, mogoče z klini ali pa z vrvmi in potem se lahko planinci, športniki, avanturisti podajo po tej poti, ki se načeloma nekoliko pleza. Pravi, da imajo s seboj seveda dobre čevlje, čelado,
samovarovalni komplet, pas, in okolikor niso vešči tega, lahko tudi dobijo, najamejo turističnega gorskega vodnika. Tako. In tudi v Mojstrani se to da dobiti, tako da poleg ferate imamo tudi gorske vodnike, ki bi to potem lahko vodili in pa predstavili ta lep grančiše, ki se nekako nad Mojstrano dviga in kamar zdaj reče, da daje Mojstrani senco, pa jo ne daje, daje lep razgled. A ne? In ferata je ena od novosti, ki je zagotovo dobrodošla, kljub temu, da je dvignila malo prahu. Pričakujemo v naslednjem letu tudi novo vaško jedro, kar bo pravzaprav tudi mogoče združilo prebivalce, ko bomo imeli nekako en tak prireditveni prostor za manjše kulturne dogodke, kjer bomo lahko potem tudi kakšno rekli in tudi kakšno težavo rešili. Potem pa še kaj drugega, saj ves čas se kaj spreminja. Pri Topolinu se tudi počasi premikajo stvari na bolje in tako naprej. Ne? Torej, ja, jaz mislim, da trenutno se kar trudijo na področju turizma vsi in tudi turističnemu društvu na ta način potem lažje delati. Upam, da pihamo v isti rok. No, predvsem pa turistično društvo Dovje Mojstrana skrbi za to, da dobijo vsi ti prostori, vse to vsebino in seveda tukaj duša tega so prireditve tradicionalne. Letos, ko si prevzel funkcijo predsednika turističnega društva, te je čakalo kar nekaj izzivov, kar nekaj okroglih prireditev in če mogoče začneva kar s 30. večerom na vasi. Kako je bilo pripraviti eno tako prireditev, ki je že 30 let praktično stalnica v turistični ponudbi Dovjega predvsem, pa tudi okoliških krajev? Ja, 30. večer na vasi je bil pravzaprav kar izziv, predvsem tudi zato, ker gre res za tradicionalno prireditev, katere oče še vedno bdi nad njo. Govorim seveda o Francetu Vogi, ki je tudi član našega društva in tudi častni član upravnega odbora in ki še vedno zelo pridno in pa vestno pomaga pri prireditvi in tudi letošnje brez njega ne bi bilo, oziroma saj ne bi bila taka, kot je bila. Večer na vasi je pač tradicionalno tako zastavljen, da se vedno pokaže kakšen običaj, kakšno navado, ki so jo naši predniki uporabljali v svojem vsakdanjem življenju. Letos smo imeli žganje kuho in bilo je kar zanimivo scenarije napisal France Voga in odigrali so Dovžani in Mojstrančani, tako da zdaj je bila prijetna. Potem pa seveda smo imeli naprej tudi domačine, to je bila ena glasbena skupina, ki je naredila ta pravo štimungo, če lahko tako rečem, in pozno noč se je rajalo. Seveda pa na večeru na vasi, saj tako pravijo vsi moji predhodniki, nikoli ne sme manjkati dež in tudi letos je bilo tako. Napoved je bila odlična, lepa, jasna, brez oblačka. Ko sem se v poznih popoldanskih urah od doma iz Mojstrane odpravljal na Dovje, na nebu ni bilo ene same meglice. In rekel sem, zdaj bomo pa letos eno tradicijo prelomili. No pa jo nismo. 15 minut čez 8 je liv kot iz škafa. Se vreme tudi ne da. Tudi vreme je ostal zvest svoji navadi. Ampak tudi prebivalci ali pa obiskovalci so tega vajeni, tako da ko se je pač tista ploha nevihta poslovila, se je pa zabava nadaljevala brez problema naprej. No, nekoliko mlajši brat, da tako rečem, prireditve Večer na vasi, ki se prav tako dogaja na začetku poletja, je Juriš na Dovško babo. Glede na to, da smo Slovenci športen narod, da so športne prireditve dobro obiskane, kako pa se je prijel Juriš na Dovško babo, ki je bil letos mimogrede že 5. Juriš na Dovško babo je pa športna prireditev, ja. Prijel se je dober in če dalje bolje seveda poteka, če dalje bolje poznan, če dalje več športnikov pride. Tule je pa glavna gonilna sila Kotnik Mina, svojo ekipo seveda in ja, okrog 100 jih je trenutno, vsako leto upamo, da jih bo več. Začel se je z 20, 40 in tako naprej, tako da trend se dviga, rase.
pripravljamo pa tekmo iz nordijske hoje, iz teka in pa tudi kolesarsko tekmo. Na Podroc tudi tekmujejo, to je tudi najbolj zanimiv. Se zelo pripravljajo že naprej, že mesec prej se govori, kdo bo koga prehitil, tako da počas zadeva postaja taka, kot si želimo. A ne? Seveda je težko v koledaru umestiti vse te športne prireditve, a ne? Ker če greste recimo na bicikl.com ali pa na tekač.net, ja, boš videla, no, tam je milijon prireditev, a ne? In vse imajo že eno zgodbo in je že kar težko najti ten primeren datum. No? Za drugo leto smo ga spet našli, 28. maja bo. Torej boste malo zamaknili, ne? Ker zdaj je bil juriš na Dovško babo konec junija. Ja, majčkeno prej bo naslednje leto prišel na vrsto, tako je. Ravno zaradi tega koledarja. Zato, da bo čim več športnikov lahko obiskalo vse tekme, ki si jih želijo, da ne bo treba preveč zbirati. Letos je turistično društvo Dovje Mojstrana prevzelo Aljaževe dneve. Prej je to tradicionalno prireditev pripravljalo kulturno-umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Lani prireditve ni bilo in po enoletnem zatišju ste vi prevzeli pač organizacijo te prireditve v spomin na dovškega župnika Jakoba Aljaža. In s prevzemom te prireditve ste vnesli noter tudi kar nekaj svežega vetra, nekaj novosti, pa mogoče še malo pokomentirava, kako so se odrezali letošnji 23. Aljaževi dnevi v prvič v organizaciji turističnega društva. Ja, no, letošnje leto je res takšno, da takoj, ko sem prišel na čelo društva, sem dobil ogromno izzivov, tako da se že vse leto borim za življenje. Aljaževi dnevi so spet ena specifika, od katere prebivalci Dovjega Mojstrane in okolice pričakujejo veliko in lansko leto jih ni bilo. Zdaj pa letos, ravno ob 120-letnici Aljaževega stolpa na Triglavu, bi bilo pa kar malo žalosten, če jih ne bi bilo. In tako se je naše društvo odločilo, da bomo pa poskusili nekaj narediti. Seveda, če bomo nekaj naredili, ne smemo narediti na pol. In takoj, ko smo se tega lotili, je tudi prišel do nas France Voga in rekel, dobri ste, da ste se tega lotili, koliko 100 ur je treba dela prostovoljnega za kaj takega. Je rekel, veš, Matjaž, včasih samo jaz več dela kot predsednik društva, kot po svojemu kampu. A ne? To se pravi, je bilo res veliko. Ne? Tako da so bile kar take napovedi malo zastrašujoče, pa smo se vseeno lotili, pa smo rekli, zdaj, glede na to, da smo mi turistično društvo, moramo narediti majčkeno bolj turistično zadevo in tudi nimamo toliko podlage na kulturnem področju, kot je imel naš predhodnik Franci Koražija. No, pa smo zagrabili, pa smo naredili, pa smo naredili predavanje našega sovaščana, to se pravi gospoda Miheliča, ki je pravzaprav res enciklopedija za Alpe, pa smo potem seveda naredili tudi nekaj v Vratih. Glavno slednji dogodek je bil pa letos pri Jozelnu, tam je bila pa zabava. Imeli smo zvečer zabavo, ampak smo rekli, Jakob Aljaž je bil patriot, je bil zaveden Slovenec in zato potrebujemo eno glasbeno skupino, ki poje izključno slovenske pesmi. In zato smo najdli takega izvajalca, pa še domačine po vrhu in zadeva je uspela, ogromno je bilo obiska, mi smo bili zadovoljni, obiskovalci so tudi še nekaj dni govorili o tem, jaz upam, da naslednje leto sploh uspemo ponoviti kaj takega. Res je uspelo lepše, kot smo si lahko zamišljali. No, tukaj je pa spet ekipa Nine Peternel in ona je bila vodja prireditve, skupaj s svojo ekipo je naredila ogromen levi delež. In na tak način, kot zelo malo menjam določene naše člane, bi lahko vsega posebej izpostavil, za vsak projekt posebej. Vsak se je za nekaj zavzel in super izpeljal. Če se še malo vrneva k temu zabavnemu delu Aljaževih dnevov, zdaj zastavili, če se ne motim, ste si tudi tako, da bo ta zabavni del potekal vsako leto na drugem prizorišču, torej letos pri Jozelnu, prihodnje leto kje drugje.
Ja, res je. Poskušali bomo narediti tako, da bo vsako leto drugje, ker konec koncev, kot turistično društvo, se moramo tudi potruditi, da vsakemu od ponudnikov damo možnost, da kakšen evro zasluži. In pošteno je do vseh. Tako da, ja, periozalno drugo leto ne bo. Zdaj, drugo leto bomo predstavili nekaj drugega, smo že v dogovorih, no pa ne zaenkrat še ostane skrivnost, ki bo naslednje leto. Je še skoraj leto do tega. Nekaj še je. Je pa res, da se pa že pripravljamo. Imamo že prve osnutke programa, tudi nekaj več bo kulturnega dela, spet zanimivo bo. No? Jeseni navadno vlada eno tako mrtvilo, kar se prireditev tiče. Ponavadi je težišče teh prireditev v poletnem času, ko so ljudje tudi seveda bolj sproščeni, ampak vseeno pa še tudi kakšna popestritev v sploh novembrskih mesecih. No in v Turističnem društvu Dovje Mojstrana ste tudi letos pocrkljali svoje sokrajanke in sokrajane z nekaj morskega melosa, ne? Ja, morskega, skoraj dalmatinskega melosa, čeprav klapa, ki prihaja z Baške, nekako geografsko Soči pod Kvarner, pa vseeno zapeli so za nas številne lepe dalmatinske pesmi. V šoli smo pripravili koncert, zanimanje je bilo preveč, da bi ga lahko sploh imeli v kulturnem domu. 240-250 obiskovalcev je prišlo sredi novembra poslušati Dalmatince, no, v narekovajih. In ja, bilo je prijetno. Kasneje potem smo naredili še zaključek v Vili Roza, kjer so tudi glasbeniki še zapeli nekaj pesmi. In upam, da smo bili vsi zadovoljni. Smo pa že takoj po prireditvi sklenili, da mora tudi novembrski del postati tradicionalen. Tako da bo tudi takrat nekaj še naprej. Se pravi, da se bo dogajalo celo leto, ne? Se bo dogajalo vse leto, ja. No, ampak prav gotovo pa se mora dogajati v času veselega decembra. No in tudi letos so vsi krajani in krajanke lahko prejeli tudi letake, kjer si ogledajo, kaj vse se bo dogajalo v krajevni skupnosti Dovje Mojstrana v tem prazničnem decembru. Začeli ste pa že novembra, ne? Ja, veseli december, smo začeli novembra, ja, igra besed. Res je, 29. novembra smo prižgali lučke na božično-novoletni jelki nad Dovjem. Program smo letos razširili, prišla je tudi godbena pihala, pihalni orkester Resnica Kranjska Gora. Tule so nam bili v pomoč tudi naši kolegi iz lokalne turistične organizacije in pa iz občine Kranjska Gora. In tako se je že takoj zbrala kar velika množica nad Dovjem. In če se po jutru dan pozna, bo ves december lep, takrat je bilo kar prijetno. Seveda potem smo že nadaljevali z naslednjo zadevo, to je bilo 3. decembra pri muzeju. Tam so nas obiskali parkeljni, iz Podkorena in Ratevcev prišli. Tam smo imeli Miklavžev sejem, tule moram izpostaviti tudi osnovno šolo 16. decembra iz Mojstrane in ravnateljico, pa vse učiteljice, ki so se izjemno angažirale in zato so otroci tudi okrasili naše novoletne jelke. Pripravili so številne izdelke, ki so jih potem pokazali na stojnicah. Pestro je bilo, zelo zanimivo je bilo, malo smo imeli glasbe in pa naše alpske hišice so bile uradno odprte. Namreč letos smo dobili tudi v Mojstrani 3 lepe alpske hišice in ena taka majhna alpska vas pod Triglavom je pri Slovenskem planinskem muzeju in bilo je zanimivo. Res pa je, da smo to pot naredili en tak program bolj namenjen otrokom in zato smo ga kar zgodaj začeli. Po 16. uri se je že vse dogajalo in tudi zgodaj konc, ker šlo je za četrtek, ne? In je bil delovni dan, naslednji dan je bil še petek. Načrtujemo še naprej, zdaj v decembru še kakšen dogodek, potem pa 26., 27., pa 28. december, takrat pa bo pa najboljša, ne? In pa začetek naslednjega leta, 1., 2., 3. januar, ker takrat so pa tudi Žive jaslice v ledu, ki je verjetno še vedno druga najbolj obiskana prireditev v občini, takoj za Planico. In takrat
bojo pa naše stojnice še bolj zaživele in takrat bo še bolj pestro tudi pri nas. No, sicer pa se bo še veliko dogajalo v tem prazničnem decembru. Nenazadnje tudi krajevna skupnost Dovje Mojstrana decembra praznuje svoj krajevni praznik. Imate tudi tukaj kaj zraven? Pravzaprav mi poskušamo povezovati vse ponudnike in letak, ki ste ga prej omenili, ni naš, ni samo letak prireditev turističnega društva, ampak vsi ponudniki v naši krajevni skupnosti, ki karkoli pripravljajo, so imeli možnost svoje stvari dati na naš letak. To je tudi mogoče novost letošnjega leta, da je letak na ta način oblikovan in to bomo nadaljevali tudi naprej, ker se je izkazalo za zelo dober. Letak je šel tudi po domovih vseh gospodinstv v krajevni skupnosti, naredili smo plakate in seveda potem tudi objavili vse prireditve vseh možnih ponudnikov. Tako da držimo skupaj. Tako kot si rekel, prvi dve prireditvi, ki sta že pod streho, sta prinesli precej odziva, tako da zgleda, da domačini in domačinke to pogrešajo, ne, to dogajanje. Ja, pogrešajo gotovo dogajanje, oziroma mogoče želijo si ga, bom raje rekel. Je pa res, da je tudi stvar večkrat problematična s strani oglaševanja, kot pa same izvedbe. Ne. Tudi pred našo ekipo, pred našim časom so prejšnje ekipe marsikaj pripravile, pa marsikdo niti ni izvedel za to, ker uspešno oglaševanje je izjemno drago. Ne. To je dejstvo in tega si nobeno društvo ne more privoščiti. Zdaj pa letos letaki, mislim, da so dali dodatno širino, poleg tega pa mogoče tudi socialna mreža. Mi se zelo veliko trudimo tekom celega leta, da bi vse, kar počnemo in kar se dogaja pri nas, tudi zelo propagirali na Facebooku, tako da tudi vsi gledalci televizije ATM ste vabljeni, da si pogledate naš Facebook profil in tam boste našli ogromno informacij. In mogoče je tudi to bil tisti jeziček na tehtnici, da se je majčkeno bolj začel širiti o nas in da so potem tudi ljudje prišli in upam bili zadovoljni. Tako si tudi želimo 22. decembra, da čim več otrok obišče Božička, pa potem, da pride v času jaslic, ko bomo imeli Božičkov tek, ko bomo imeli Dedka Mraza, ko bomo kakšnega harmonikarja pripeljali še pred stojence. Tako da, ja. Se bo dogajalo. Se bo dogajalo. No, sicer pa niso samo prireditve tiste, s katerimi se ukvarja turistično društvo Dovje Mojstrana. Katere so ostale stvari v kraju, za katere skrbite? Ja, včasih k nam prihajajo pobude za to in ono, tako da včasih smo kar en posrednik pravzaprav že med krajani in pa med krajevno skupnostjo, kar sicer ne želimo čisto biti, ampak vseeno očitno nas resno jemljajo prebivalci in pa krajani, kar je pa dobro. Poleg tega pa seveda naša dejavnost je zelo široka in težko je pa zelo dobro upravljati s trenutnim kadrom, smo sami prostovoljci, ampak se pa trudimo sodelovati tudi pri strategiji, ki bo sprejeta ali zdaj v kratkem v izdelavi za leto oziroma za obdobje od 2015 do 2025, kjer upamo, da se bo tudi na turističnem zemljevidu naše občine marsikaj premaknil. Govorimo o kakšnem zapiranju alpskih dolin, govorimo o številnih dodatkih pri infrastrukturi in pa tudi pri organizaciji samega obvladovanja turizma. Torej, želimo si enega zaposlenega mogoče v našem turistično-informacijskem centru in tudi na zadnjem zboru občanov je župan jasno povedal, da tudi on razmišlja v tej smeri. Seveda potrebujemo ljudi, ki bodo povezani med seboj, ne samo na Dovjem in v Mojstrani, pač pa tudi s Kranjsko Goro. Smo ena turistična destinacija in dihati moramo skupaj. In tudi seveda na tem področju smo aktivni in bomo še bolj mogli biti. Pa ne samo to, skrbimo tudi za okolico. No, tole bi spet lahko enega od naših članov, oziroma eno od članic izpostavil. Naša Meta Košir se izjemno trudi in na ta način čim bolj olepša kraje pod Triglavom.
številnimi cvetlicami, rožami, zasadi. No, pa vse to počnemo, potem seveda tudi ostali, pomagamo. Tudi člani, ne samo člani upravnega odbora, zelo pridno sodelujejo pri vseh teh stvarih. No in v koncu leta ne delamo samo obračunov, ampak tudi načrte za naprej. Kakšni so načrti Turističnega društva Dovje Mojstrana? Ena od teh je prav gotovo tehnološka učna pot. Mogoče najprej nekaj o tem načrtu poveva. Ja, načrti so pravzaprav vedno večji, kot jih je možno speljati, ampak jaz mislim, da je tako prav, da je treba vedno stremeti k napredku, k več in bolje. Torej, vse to, o čemer smo se pogovarjali, želimo nadaljevati še bolje, še bolj intenzivno. Tehnološka učna pot je pa tudi ena od zadev, ki upam, da jo bomo uspeli v naslednjih letih srednjeročno pripeljati do svojega cilja. Marsikdo ne ve ali pa tudi, da je nekoč v Mojstrani delovala cementarna. O prelomu iz 19. na 20. stoletje je bila to kar zelo pomembna cementarna, ki je dala tudi material za recimo Sueški prekop, za singapursko trdnjavo in kaj podobnega. In ostanki so pa nekako danes turistom, obiskovalcem, pa tudi domačinom že malo zabrisani. In mi si želimo nekako od območja fabrike, kakor rečemo, proti Mojstranški kredi, tisti del si želimo nekako zavarovati s kakšno krožno učno potjo, kjer bi imeli tudi številne table informacijske, ki bi pokazale, kaj se je na tem mestu nekoč zgodilo, in seveda vse skupaj zaokrožiti na tako celoto, da bi bila pot zanimiva tako za družine, kot za šoloobvezne otroke in pa tudi za vse ostale obiskovalce, turiste Mojstrane. In načrti so narejeni, tule se zelo trudi naša Urška Komar s svojo ekipo. Seveda, in bomo nadaljevali. Zdajle trenutno delamo, pridobivamo vse dovoljenja in pa načrte, sestavljamo za naprej, potem pa po kosih, seveda to ne bo šlo vse naenkrat, tudi strošek bi bil enormen in bomo seveda po fazah razdelili ta projekt in ga v naslednjih letih razširili, upam, da v eno tako zgodbo, ki bo imela rep pa glavo in se bo zaključila tudi na Kredi pri jezercu, ki si tudi zasluži, da bi bil zopet lep, čist in da bi bili Mojstrančani lahko ponosni nanj. Kaj pa ostali načrti? Ostali načrti so pa seveda povezani z vsemi stvarmi, ki smo jih že letos začeli, torej nadgraditi prireditve, nadgraditi naše delo, nadgraditi turistično-informacijsko dejavnost, upam imeti stalnega zaposlenega v Ticu in čim bolj povezati vse subjekte in vse delavce v turizmu. Da bi naredili eno zgodbo, na katero bomo ponosni, ali pa da bi poskušali nekoč priti spet do tja, na tisto pot, kjer je Mojstrana že bila. Matjaž Podlipnik, najlepša hvala za tale pogovor v našem studiu o delovanju Turističnega društva Dovje Mojstrana. Seveda celotni ekipi želimo še obilo uspeha, najprej seveda uspešno izvedbo vseh prireditev, ki so zasnovane v krajih pod Triglavom v tem veselem decembru, potem pa seveda tudi uresničitev vseh načrtov in nalog, ki ste si jih zadali za naprej. Tako da hvala lepa in pa uspešno tudi v letu 2016. Zdaj ob tej priložnosti, preden zaključiva, bi jaz rad se zahvalil tudi vsem mojim sodelavcem v upravnem odboru, tudi tistem, ki jih nisem imenoval, pa bi jih lahko ali pa moral, vsem članom Turističnega društva Dovje Mojstrana za trud, za podporo, pa vsem gledalkam in pa gledalcem televizije ATM bi zaželel veseli december, vesele praznike in pa srečno 2016. Hvala lepa, Matjaž Podlipnik, predsednik Turističnega društva Dovje Mojstrana je bil torej v naši družbi danes. No in medtem, ko smo govorili v naši oddaji tudi o filmu, o novem filmu o objemu Triglavskih pravljic, da vas, drage gledalke in dragi gledalci, ne bomo pustili žejne čez vode, vam bomo ob koncu tele oddaje predvajali tudi ta promocijski film. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.